Spoštovane, spoštovani, dobrodošli na večerovem soočenju pred evropskimi volitvami. Dobrodošli tukaj v Mežici na Koroškem s posebnim razlogom. Koroška je bila lani posebej prizadeta ob poplavah. Gotovo ste spremljali, kaj se je dogajalo tukaj. To bo ena glavnih tem danes. Pa tudi danes bomo, mislim, da glede na rdeči alarm kar dolgo skupaj. V mojem načrtu je nekje uro, dobro uro, ampak glede na to, da je rdeči alarm, boste kar kakih 6 ur tukaj, malo heca. Upam, da ne bo tako hudo, kot je bilo lani. Želim si zanimive razprave. Evropske volitve so vsekakor izredno pomembne, ne samo za Slovenijo, ampak za celotno Evropo, in večer jih spremlja tako po vseh medijskih kanalih, po internetu, socialnih omrežjih, tudi danes pozdrav tudi naši posebni ekipi in v tisku seveda. Soočenje pa bomo predvajali tudi na kanalu YouTube, tako da si ga bodo vaši simpatizeri in seveda volivci, ki jih nagovarjate, lahko posebej tudi še pogledati, kakšna so vaša stališča. Povabili smo 7 strank oziroma list od 11 po naši uredniški presoji oziroma tiste, ki vam na javnomnenjskih anketah tudi kaže najbolje in ste tudi nekatere parlamentarne stranke. V glavnem pa seveda gre za našo pravico izbire in dobrodošli vsi tukaj. Vas najprej na kratko predstavim in potem pa predlagam, da kar začnemo. Z nami je nekdanji minister za naravne vire in prostor in aktualni poslanec Državnega zbora, tudi župan Tolmina, včasih Uroš Brežan, Gibanje Svoboda. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Potem nekdanji poslanec, mariborski župan, tudi državni sekretar, zdaj upokojenec, gospod Franc Kangler, SDS. Z nami je direktor neprofitnega podjetja Nepremičnine Celje, nekoč direktor Celjskega mladinskega centra Primož Bervar, SD. Nekdanja vodja kabineta ministra za socialne zadeve, družino in enake možnosti, izkušnje pa ima tudi iz bruseljske administracije, Mojca Erjavec. Dober večer. Potem antropolog Klemen Belhar, sicer podpredsednik Vesne, Zelene stranke. Dober večer. Marko Balažic, predsednik Slovenske ljudske stranke, politični analitik. Dober večer. In Luka Omladič, Levica, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost, pristojen za področje dolgotrajne oskrbe, sicer filozof. Dobrodošli še enkrat. Želel sem začeti s poplavami, ampak ne morem, da ne bi tokrat začel kar širšo temo. Namreč včeraj se je na Slovaškem zgodil strašen zločin, pravzaprav atentat kar na predsednika vlade, k sreči je preživel. In mislim, da bi na začetku vas zaprosil, da se na kratko opredelite do tega dogodka, in vsak si je gotovo zdaj zastavil ob tem dogodku vprašanje, ali se lahko kaj takega zgodi tudi pri nas, in upam seveda, da temu ne bo tako. Čeprav moramo reči, da smo tudi v Sloveniji že imeli celo politične atentate, če se spomnimo atentata na Ivana Krambergerja, predsedniškega kandidata, in sicer leta 1992. Pa bi mogoče začel kar, gospod Kangler, vi ste se takrat tudi kot kriminališče ukvarjali z tem primerom. Lahko na kratko samo poveste, kaj vam govori ta primer iz Slovaške in kaj boste kot evropski poslanec storili, da se kaj takega ne bi zgodilo tudi pri nas? Veste, to se lahko zdi vse posod. Zanimivo je, da je tu en kulturnik povzročil to kriminalno dejanje, napad na predsednika vlade, da ne gre za nekega registriranega ekstremista. Vzroki, zakaj je bilo to njegovo dejanje takšno, kot je bilo, ugotavljajo preiskovalni organi. Danes je tukaj preuranjeno govoriti, kakšno je ozadje na tem atentatu. Da pa so predsedniki vlad po celem svetu ogroženi, to je jasno. Je bil predsednik vlade slabo varovan? Težko rečeš, da bi bil slabo varovan. Tudi naš predsednik vlade, hrvaški, gre med ljudi, vedno se rokujejo, vedno so v družbi, nikoli pa ne veš, da je lahko kdo preseneti, tako kot je tukaj presenetil ta napadalec. Ampak posledica česa, po vašem, je, gospod Kangler, to? Posledica nestrpnosti v družbi, sovražnega govora, in kaj lahko vi kot evropski poslanec, če boste izvoljeni, storite, da pripomorete k temu, da se kaj takega ne zgodi
v Sloveniji ali drugod. Tu ni samo ta problem, kar se je zgodil na Slovaškem, problem je ekstremnega nasilja v Evropi, predvsem iz strani ilegalnih migrantov, ruši pravni red, pravno disciplino v Evropi, ne spoštujejo evropskih norm. Tukaj bo morala Evropa v prihodnje veliko narediti za varnost Evropejcev, ker na ta način, kar se dogaja v Bruslju, kar se dogaja na Švedskem, v Nemčiji, počasi prihajajo tudi pri nam, tudi Ljubljana več ni varna zaradi ilegalnih migrantov. Ne rečem, da so vse ilegalni migranti krivi, ampak varnostnim organom povzročajo dodatna dela in težave in varnost občanov in državljanov Republike Slovenije je tudi na ta način slabša. Ampak tukaj ne gre za emigranta, za atentatorja, ampak gre za državljane, ste povedali. Gospod Brežan. No, gotovo to, kar se je zgodilo na Slovaškem, ni primer, ki ga je tu kolega Kangler zdaj omenjal. Jaz mislim, da moramo kot nosilci političnih funkcij, ministri, poslanci, župani, kdorkoli, biti tisti, ki v družbi dajemo zgled, tudi kar se tiče komuniciranja, kar se tiče naslavljanja tudi svojih političnih nasprotnikov, tudi takrat, ko se z njimi ne strinjamo, je potrebno voditi na normalen človeški dialog, argumente podati na mizo, brez žaljenja, brez spodbujanja nestrpnosti, kajti če z vrhov same družbe prihajajo taki signali, potem je vzdušje v družbi tako, da bo spodbujalo nasilje in da bo verjetnost za taka dejanja, kot so se zgodila zdaj na Slovaškem, še večja. Tako da na vseh nas tu je odgovornost, da to poskušamo preprečevati. Vsak od nas lahko nekaj na tem naredi. Gospod Bervar. Ja, v vsakem primeru gre za obsodbe vredno dejanje. Radikalizacija, ki smo jo priča v Evropi, na nek način ni sprejemljiva. Definitivno je potrebno poskrbeti za varnost, za varne ulice, za varnost vseh. Jaz mislim, da je pač to predvsem posledica tega radikalnega diskurza, ki je tudi predvsem med politiki. Ne nazadnje se spomnimo političnega umora, mislim, da v Nemčiji, kjer je eden od pripadnikov stranke AfD ubil župana, pa ne vem, je bil pripadnik SDP-ja ali stranke zelenih. Kaj bi storili vi, da se kaj takega ne bi dogajalo? Jaz se strinjam tukaj s kolegom Brežanom, da smo politiki prvi tisti, ki moramo negovati nek diskurs, ki gre za spoštovanje, medsebojno spoštovanje, če tudi se ne strinjamo, pa vendarle smo zgled družbi in tudi z širjenjem strahu na nek način pripomoremo k temu, da je ljudi seveda pač strah na nek način upravičeno in strah je tisto čustvo, v bistvu, ki v ljudeh zbudi nekaj najhujšega, na koncu tudi to, da pač ubijajo. Gremo naprej. Mojca Erjavec, vaše mnenje. Najlepša hvala. Jaz bi še enkrat pozdravila vse moje skoraj da sokrajane. Se mi zdi, da malo odmejo. Ampak bom nadaljevala. Spoštljiva komunikacija je temelj za delovanje v politiki, je temelj za delovanje v medijih, obojega sem se naučila v praksi. Delovala sem 15 let v Evropski komisiji in svetu EU, tudi v tiskovni službi. Potem sem... To vemo, gospod Erjavec. Kaj bi storili, želim izvedeti, da se kaj takega v Sloveniji recimo ne bi dogajalo? Vrednote, ki veljajo v Evropski uniji, ki bi morale veljati tudi v vsaki državi članici, tako glede novinarskega poročanja in komunikacije, tako tudi v politiki. Vendar pa zaradi takih drugačnih tendenc ali koristi, ki so lahko veliko bolj kratkotrajne, kot pa je ta naša dolga zgodba solidarnosti Evropske unije, zaradi teh kratkotrajnih koristi se tako novinarji kot tudi politiki poslužujejo drugačnih metod, ki odstopajo od teh standardov in tudi to se prenaša na vse člane naše družbe, zato če bi se vsi velikokrat bolj držali te osnovne evropske ideje, ki je spoštljivost, solidarnost in povezovanje mednarodnih, se bi tudi to odražalo na vsakodnevni ravni in se prenašalo na
naše državljane. Tako da lahko gremo nazaj, pogledati, če smo že kandidati za evropske poslance, pogledati, katere so tiste vrednote, ki smo se jim zavezali in jih uveljavljati tudi v vsakdanjem življenju. Evropska komisija je že sprejela akt za krepitev demokracije, kjer je tudi akt o zaščiti novinarjev, o spoštovanju demokratičnih. No, tukaj gre za napad na politika, v bistvu ogroženo je bilo njegovo življenje. Bi mogoče zadevo lažje preprečili z omejitvami nošnje orožja, gospod Belhar? Ne verjamem, jaz mislim, da gre za drugo stvar. Mislim, da so v Evropo plusknili eni vzorci političnega obnašanja in zlasti spletne komunikacije, ki ljudi delijo. Kdaj celo umetno delijo in napihnejo razlike, ki so med nami. Zato mislim, da je na nas politikih, da iščemo tiste skupne točke in da skušamo delovati v tiste smeri, ki nas združujejo. Mislim, da tukaj smo lahko tudi vzor državljanom in jaz sam bi se rad obnašal na ta način. Gospod Balažic? Jaz bom iskreno rekel, mene skrbijo taki vzorci. Zato, ker smo jih v evropski zgodovini videli nešteto in ponavadi so se kulminirali v nekih ekstremih in to nikoli ni v redu. Vemo, da je zgodovina evropske integracije največji projekt miru. In zato si moramo prizadevati vsi. Zdaj pa iskati razloge, zakaj so ljudje bolj dovzetni do, bom rekel, ekstremnih političnih dikcij, je pa jasno. Ne? Po eni strani se mogoče počutijo nevarno oziroma nimajo občutka varnosti, po drugi strani so pa ljudje vedno bili dovzetni do stvari, ko so bili lačni. Tako da jaz mislim, da so to neke tendence, ki kažejo že na gibanja v družbi, na katere bi morali biti kot politiki izjemno pozorni. To se pravi, moramo se vprašati, ali nam kje začenja zmanjkovati blaginje in zakaj se ljudje ne počutijo varni v okolju. In potem seveda kot odgovor na to ponuditi, da z našimi dejanji to varnost čim bolj zagotovimo. Se vemo, kako je, ko so ljudje siti, ne poslušajo ekstremnih politik, se nimajo časa s tem ukvarjati, ko so pa lačni, so pa dovzetni do marsičesa. In mislim, da je to skupek vsega tukaj in ponavadi se je začelo v manjših državah, nekje ne, bom rekel, ne ravno v centru Evrope, ampak bolj v evropski periferiji, kar je potem prineslo do kakih velikih vojn. In tukaj moramo ukrepati zdaj in takoj. Hvala. Gospod Omladič, malo gremo čez, nekako 30 sekund sem si zaželel, da bi bili dolgi odgovori, pa želim, da kam pridemo. Izvolite. Mislim, če ste danes v Sloveniji ali pa tudi kje druge politik ali pa javna oseba, zelo zanesljiva pot, da boste premislili svojo odločitev, a to še želite biti, je, da pogledate Twitter, če ga imate. Ne? Mislim, ta javni prostor je postal tako strupen, tako toksičen, da je to neverjetno. In toksičen in strupen je postal zato, ker je pravzaprav nastopila neka erozija nekega strukturiranega, dobrega javnega prostora, ki ga je predstavljalo, bi rekel, neko sposobno novinarstvo. Ne? Namesto tega javnega prostora, ki bi ga profesionalno, dobro organizirano novinarstvo vodilo in v njega postavilo politični diskurs, imamo zdaj divji zahod pač Twitterjev in tega, kar se tukaj dogaja. To že nekako vemo. Ja, in zdaj tukaj pa seveda je tukaj tudi odgovornost politikov. Veste, če imate enega izmed voditeljev slovenske pač desne politike, ne, ki na Twitterju zapiše ljudje, dajte se legalno oborožiti, ne, in to v državi, kjer je, bi rekel, lastništvo orožja eno najbolj razširjenih v Evropi in kjer smo že imeli tudi politični atentat z lovskim orožjem, mislim, v takem divjem zahodu seveda se človek, ne more počutiti varno in tukaj je res treba nekaj storiti. Gospod Kangler, ste se prijavili za kratko repliko. No, gre za Twitter, ki ga je zapisal Janez Janša. On je tam poudaril legalno se oborožiti. To pomeni pridobiti dovoljenje, imeti orožje. No, ampak ta strelec je imel legalno orožje. V Sloveniji tisti, ki imajo registrirano orožje, ne povzročajo kršitev. Ena ali pa dve kršitve na leto sta z orožjem, ki je registrirano, pa še to se ponavadi zgodi v vrstah lovcev, da gre za delovno nezgodo, ne pa za povzročitev javnega reda in miru ali pa kaznivega dejanja. Z orožjem, ki je registrirano. Ampak politični fanatiki, tako na levi in desni, lahko tak poziv verjetno vzamejo, kot vzamejo orožje v roke in kaj naredi. Zato so pa upravne enote, ki orožje dodeljujejo. Izvolite, še ena krajša replika. Iti v smeri
povečevanja kosov orožja v naši družbi gotovo ni pravi odgovor na vprašanje, ki je bilo na začetku zastavljeno. Jaz bi mogoče vrnil, da se pogovarjamo o političnem diskurzu, sej tudi od kolegov, kakšen kolega poslanec je dejal, da moramo podjetnike z bajoneti nagnati v morje, pa še kamorkoli. Tega se enostavno ne sme delati in tega se ne dela. Skratka, če prav razumem, vsi stavite na boljšo komunikacijo in bi lahko sklenil ta krog ali ne? Jaz mislim, da je komunikacija dobra, svoboda govora je zagotovljena. Se pač zgodi na 10 milijonov ali 100 milijonov en, ki mu odšpila in to naredi. Zanimivo je, da ta ni bil ekstremist, ki je to povzročil. Zakaj je to storil, pa mi danes prerano o tem razpravljamo. Se pa strinjate verjetno, da ne moremo kar zamahniti z roko? Seveda ne, na nikogar. V redu, hvala za ta prvi krog. Zdaj pa bi šli kar naprej in sicer z našo, recimo je osrednja tema, namreč s poplavami. Prej sem na začetku v šali rekel, da bomo danes dolgo tukaj, no upam, da ne bo tako. Tudi ta prekrasni Narodni dom v Mežici je bil poplavljen letos poleti. Danes imamo tukaj tudi županja občine Črna, gospod Romano Lesjak in župana gospoda Marka Mazeja, župana Mežice, ki jo bom kasneje prosil tudi za morda kakšen izziv, ki vam ga bi postavila. Uvodoma pa bi rekel takole, vlada je danes sicer sprejela sanacijski program, 5-letni, 2,3 milijarde evrov naj bi bilo na voljo za sanacijo po poplavah. Če je intervencija na začetku nekako še dobro stekla, pa se zdaj zdi, tudi sami ste se lahko prepričali po teh cestah, ko ste se vozili tukaj, da samo sanacijo pa močno škriplje. Gospod Brežan, bi kar z vami tu začel, med poplavami sva se srečevala tukaj v Mežici, bili ste minister za naravne vire in prostor in po 8 mesecih zamenjan. Kaj to pomeni, da je gospod Golob ocenil, da ste slabo opravili svoje delo? Naloga predsednika vlade je, da ocenjuje tudi ministre in tega pač mu ne morem oporekati. Jaz lahko rečem samo to, da smo v tistih prvih dnevih po ujmi 4. avgusta reagirali maksimalno možno hitro in operativno. 9. avgusta sprejet zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, novela tega zakona, ki je občinam na podlagi predhodnega programa omogočal, da dobijo tudi 40% predplačila za vsa tista sanacijska dela, ki so jih opravljale, in občine so tu na terenu opravljale izjemno delo. To sem videl praktično vsak dan, ko sem se s temi stvarmi ukvarjal. Kaj pa sanacija, gospod Brežan? Sedaj marsikaj videti, da škriplje. Ceste so še vedno luknaste, prepusti še niso narejeni, tukaj na Nužijevem plazu, recimo cesta proti Črni se bo zdaj delala sicer, ampak če pogledamo Dravograd, Ravne, katastrofa. V bistvu že za Guinnessovo knjigo rekordov število semaforjev na kilometer, da o luknjah ne govorim. Bi danes kaj naredili drugače? Jaz sem se prav po tej cesti pripeljal, tako da se lahko v tem iskrene čestitke, ker ste ostali živ. V tem oziru se lahko samo strinjam, a bi sam v tem trenutku delal kaj drugače, če bi vedel vse to, kar vem zdaj, kot mislim, ne, stvari dobro postavljene in je mogoče škoda, da ni bilo mogoče potem tega dela tudi nadaljevati, ker mogoče bi lahko bili tudi še nekoliko uspešnejši, kot smo danes. Sanacijski program, ki sem ga prej omenil, 9 mesecev po poplavah je zdaj sprejet, 2,3 milijarde evrov bo na razpolago v 5 letih. Ni to, bi rekel, pozno, ker ljudje tukaj živijo tukaj in zdaj, sedaj potrebujejo pomoč in ne samo intervencijo, ampak tudi sanacijo. Predvsem se mi zdi, da birokracija tudi močno ovira te sanacijske postopke. Predhodni program, ki je bil odobren zelo hitro. In v skladu s tem predhodnim programom so se dela tudi opravljala. Jaz mislim, da to, kako prehajamo zdaj iz tega predhodnega programa v sanacijski program, ki je bil danes sprejet na vladi, je pa druga težava.
Ja, mislim, da ima vlada tukaj kar nekaj prostora, da izboljša svoje postopke. Še 2 zakona sta bila potem, kot veste, sprejeta. Mogoče smo kot država, pa zdaj sem tu predstavnik tistih, ki vladajo, ki zdaj nima več te operativne vloge, da bi se z popoplavno sanacijo ukvarjal, vendar lahko rečem, da smo mogoče preveč pozornosti in energije posvetili spremembam zakonodaje in premalo mogoče samemu sodelovanju z akterji na terenu in operativnimi posegi, ki bi prinesli hitrejše učinke tudi na terenu. To bi mogoče spremenil, kolikor bi danes imel možnost delati na isti funkciji, kot sem začel ob poplavah avgusta lani. Pa bi zdaj kar Mojco Erjavec poprašal, ker ima tudi osebno izkušnjo s poplavami, kako pa ona pravzaprav vidi vso to kolobocijo s poplavami. Najprej intervencija in se zdaj počasna sanacija. Ja, če bi bila nesramna, bi rekla, da je gospod predsednik vlade čudežni menedžer, pa verjetno ni tako čudežen, da bi imel časovni stroj, da bi vas popeljal nazaj tistih 6 mesecev, da bi lahko kaj drugače naredili. In jaz mislim, da tu me bojo podprli večina mojih sokrajanov ali pa ljudi iz naše regije. Ne, da ni sredstev. To ni tisti glavni problem. Jaz sem se resnično poblizu ukvarjala s tem problemom, ker imamo tudi družinsko zgodbo, pa ne samo zato, ampak zato, ker sem dejansko želela vedeti, kako se bo porabil ta denar, kako se ga bo zaprosilo in kako se ga bo potem tudi črpalo. Poleg tega sem bila ena tistih, ki so se res podali v blato in šauflala do kolen, zato da sem doprinesla tisto malo, kar sem pač lahko in si potem tudi aktivno prizadevala za sprejetje tistega zakona, s katerim smo omogočili mokrenje po tej naši dolini, po kateri se je širil ta škodljivi prah. Pa ne o tem, da sem zdaj občinska svetnica, ki spremlja izvajanje teh projektov na terenu in da kličemo k hitrejšemu predvsem izvajanju. Vem, da so ozka grla, vendar pa gre tudi za to, da so nekateri od teh problemov obstajali že prej, da se niso rešili, k temu so pozivali naši župani, niso bili uslišani in tukaj je bil tudi eden od razlogov, da se je ta stvar tako zapletla in da smo bili resnično žrtve te velike katastrofe. Kaj pa je zdaj? Gre za to, da je bila torej ta ocena, za katero smo videli, da je bila verjetno prenapihnjena iz katerihkoli že razlogov, pristala pri tem, da je Evropska komisija hitro sprostila 100 milijonov iz tega solidarnostnega sklada, da upamo, da bomo še dobili dodatnih 300 milijonov iz tega istega naslova. Poleg tega pa smo tam, da ljudje še niso, razen tistih prvih obližev na rano, resnično strukturne pomoči ne prejeli. Torej tisti, ki so dobili sklepe o izselitvi, videli smo šele zdaj, prihajajo resnično neke prve konkretne rešitve, tako da ne govorimo o tem, da je bilo rečeno, da bo to rešeno v 3 mesecih. No, zdaj smo pri evropskih volitvah, bi vendarle poskusil en evropski pečat dati temu. Vi ste omenili, kar tudi vemo, 100 milijonov solidarnostnega sklada je bilo razmeroma hitro nakazanih. Gospod Lenarčič, minister, evropski komisar, mi je v intervjuju, ki bo objavljen v soboto v Večeru, dejal, da bo v kratkem prišlo tudi do sprostitve 300 milijonov evrov. Morda lahko, gospod Omladič, tudi vi ste v vladnih vrstah v tem trenutku kot državni sekretar, že poveste, kdaj bo do sprostitve teh 300 milijonov tudi zares prišlo in pa kako ste vi videli, slišali ste kritike gospe Erjavec, to samo sanacijo in tudi porabo sredstev. Ne, žal vam te informacije ne moram dati, ker je ne vem, preprosto rečeno, ampak tako, rekel bi pa tako, da resnično je to, da se delo vlade, to pa lahko tudi rečem iz prve roke, v letošnjem letu dejansko zelo pogojeno z poplavom. To pomeni tudi na
našem konkretnem resorju, recimo ravno danes smo zagotovili na vladi 100.000 evrov še v okviru poplavne obnove za dvorec na Ravnah. Ne? In to je pravzaprav naše dnevno delo. To pomeni, na vladi imamo to izkušnjo, da je dejansko Koroška, bi rekel, in poplave v fokusu, okoli katerega je pravzaprav organizirano celotno delo. Istočasno je pa tudi realnost to, kar tukaj slišimo, ne? Da so stvari prepočasne, da se ne dogajajo dovolj hitro in realnost je tudi to, ne? Da je verjetno res pač v Sloveniji birokratski in proceduralni procesi so enostavno predolgi za takšne primere, kot so poplave. Ne? In mi se moramo zavedati, da živimo pač v času podnebne krize, podnebnega zloma, da to, kar se je zgodilo lansko leto, se bo še dogajalo in da moramo dejansko prilagoditi odziv in tudi delovanje vseh aparatov države temu, da bo to pač hitreje. Gospod Balažic. Glejte, zelo bom direkten. Tisti, ki se je lotil sanacije po poplavah, se vidi, da nima pojma o lokalni samoupravi. Koliko časa je že minilo od poplav? 9 mesecev. Koliko denarja so dobile nakazane občine? 5%, to je to. Po teh zneskih se vrtimo. To tiste občine, ki so bile najbolj prizadete. Občini Komenda so recimo dobili 900.000 evrov, škode so imeli 50 milijonov, od tega je odpadlo 34 milijonov na zavarovalnice. Nehimo se hecati. Glejte, jaz bom tako rekel, vlada se je lotila reševanja teh težav z dodatnimi administrativnimi ovirami. Te regionalne pisarne, ki smo jih zdaj dobili, niso nič drugega, ker zahtevajo dodatne kljukice, hkrati pa onemogočajo neko normalno delo županom naprej. Jaz rečem, da bi bilo že vse obnovljeno, če bi denar vlada dala direktno lokalnim skupnostim. Vse bi bilo urejeno. Ne bi bilo težav, ker te poznajo. Samo še to mi dovolite. Ker gledajte, tudi to se nam je pokazalo pri poplavah. Uspešne so bile tiste občine, katerih župani so kršili zakon ali bili primorani kršiti zakon. To se pravi, da so sami poslali bagre prej v potoke ali pa v vodotoke ali pa na gozdne ceste, da so zvlekli ven stvari. In tukaj imamo mi težave. No, edina Slovenska ljudska stranka je dala potem po poplavah predlog, prenesmo pristojnost upravljanja vodotokov na nižji nivo. Dajmo skupaj par občin skupaj, da te stvari urejajo, te stvari so fundamentalno neurejene, pobiramo pa denar za to. Isto je z gozdnimi cestami. Kaj smo dobili pa zdajle, recimo še v zakonu o obnovi, kjer se pa navezujem na mojo predhodnico, denar je dovolj, ampak mi smo dobili dodatni vzporedni finančni bančni mehanizem preko SID banke, ki bo po svojih lastnih stvarih delil 1 milijardo evrov denarja, občine pa ne morejo denarja dobiti. Gremo najprej krog, tu se že javljajo k replikam, pa potem replike. Gospod Belhar. Ja, jaz mislim, da je vlada že od začetka v zamudi in je v stalnih zamudah in to povzroča upravičeno jezo med ljudmi. Mislim, da vlada predvsem ni znala organizirati birokracije na način, ki bi pomagal ljudem in se strinjam, da so pogosto to celo odvire. Pa vam dam 2 ilustraciji. Kakšen teden nazaj smo bili z našim špicen kandidatom Basom Majkautom v Savinjski dolini in mi je nekdo, ki mu je odnesel hišo, rekel, tam gor bo stala moja nova hiša. In sem rekel, ja, a ste že dobili dovoljenje? Je rekel, ne, ki pa po vseh mesecih mi še nič niso rekli. Ampak je rekel, jaz jih imam dovolj, jaz bom začel kar zidati, zato ker ima parcelo, ki je visoko, ima denar in lahko začne. Ne dobi pa dovoljenja in to se mi zdi neverjetno. Ali pa če omenim, jaz sem gorski reševalc. Jaz sem podpredsednik Gorsko-reševalne zveze. V tistih prvih dneh sem pomagal organizirati ekipe, ki so prišle na Koroško, zlasti v Črno. Med njimi so bili mnogi reševalci iz Kamnika, ki so reševali življenja. Njim je poplavil prostore še bolj kot v Črni. Zraven sem bil, ko smo reševali, koga in kam vprašati, da oni sploh vedo, kje je ta prav telefon, da vprašajo, če bodo lahko te prostore obdržali, kako urediti birokracijo in tako naprej. In tole se je dogajalo slab mesec nazaj. Še danes ne vedo in ne vemo. To se meni zdi popolnoma nesprejemljivo in vlada tukaj birokratsko gledano se mora res na nov način organizirati. Gospod Brvar, kaj porečete na to? Vi ste na vladni strani trenutno. Ja. Ne, jaz razumem v bistvu, da je vlada na nek način v stiski, biti operativen v takih razmerah, po mojem je zelo zahtevna zadeva. Jaz moram priznati, da nisem v času covida, ko je nastopila Janševa vlada,
čeprav sem na drugi strani, nisem obsojal ukrepov, ki so jih sprejemali na začetku. In se mi je zdelo v teh nemogočih razmerah, seveda pač, ko ljudje ne vejo, kako se odzvati, se sprejemajo neki ukrepi v najboljši veri. Jaz verjamem, da imamo mi na nek način zbirokratizirano državo, pa vendarle, ne, če govorimo o rahljanju birokracije, ne, potem bi verjetno tudi tisti, ki so si v Braslovčah, jaz sem bil v času, takoj po poplavah smo pomagali Celjani v Braslovčah, ne, kjer so se ljudje postavljali hiše, ne, na nemogočih območjih in danes pričakovati reševati take zadeve, ne, se mi zdi na nek način utopično ali pa celo smešno. Pa ne bom, kar se tiče, jaz verjamem, da je bila zelo velika prizadetost v Mežiški dolini in ne, je to na nek način nespremljivo. Ampak sam še ena izkušnja iz Celja, ki smo imeli. Celje bi bilo zelo poplavljeno, če ne bi že predhodno bili pripravljeni neki ukrepi. Ne. Se strinjam v tem delu, da država ne uspe vse, bom rekel, on time, ne, terminsko zadeve speljati, pa vendarle koncept Celja je bil takšen, da smo sami pripravljali projekte, ki seveda jih je financirala v nadaljevanju vlada. Jaz sem danes še vprašanje oziroma odgovor na tisti dan sem govoril z ministrom Jevškom, kar se tiče sprostitve sredstev, ne. Če sem ga prav razumel, nekje do konca leta oziroma v roku 9 mesecev bi se ne sprostilo še teh 300 milijonov evrov. Solidarnostni sklad. Iz solidarnostnega sklada. Tako da to in seveda se bo tudi oblikoval posebej, to pa je integralni proračun za sanacijo poplavnih območij, kjer bodo, bom rekel, pač tiste najbolj ranljive občine, ne, tudi glede na indeks razvoja občin, bojo dobila dodatna sredstva. Pa še enkrat, ne, jaz verjamem, da ni lahko v izrednih razmerah, jaz sem pa zelo vesel, da se toliko Slovencev odzvali v tistem času, da smo pokazali, pač, da znamo biti solidarni, seveda pa tudi na strani vlade, da zdaj sprosti ukrepe. Pa še ena zadeva, ne, tudi to smo imeli v Celju, ker smo tudi bili upravičeni do nekih sredstev. So neki postopki in seveda tudi, da lahko ti črpaš evropska sredstva, to pa župani zelo dobro vejo, ne, da so na drugi strani neke zahteve, ki jih od nas zahteva Bruselj, ne, in ne moreš kar sam prinesti račune, treba je, bom rekel, jasno in transparentno neke zadeve dati. Zdaj, to bi jaz rad premaknil v bistvu. Zdaj, anomalij in težav je bilo ogromno, ne. Mogoče, gospod Kangler, vi še niste govorili o tej zgodbi. Na kak način v bistvu zdaj hitreje vse skupaj sanira tudi s pomočjo evropskih skladov, recimo, ne. O teh 300 milijonih solidarnostnega sklada se govori, eni pravijo v kratkem, drugi do konca leta, slišimo zdaj, sanacijski program vlade je 5-letni, je sprejet, na kak način to vse pohitriti, kaj bi vi kot evropski poslanec naredili, da bi to šlo hitreje? Glejte, prvo mi dovolite, da nekaj povem. Bil sem župan, poslanec, bil sem državni sekretar in vem, kako se temu streže. Tukaj danes lahko priznamo, vlada je padla na izpitu. Na ta način se temu ne streže. Da po 9 mesecih še danes tukaj razpravljamo, kje, kdo, kaj bo, ljudje pa čakajo denar, podjetniki niso dobili zagona, da zaženejo proizvodnjo. Bil sem tam v Črni, videl sem, kaj se je zgodilo s podjetjem, videl sem, kaj se je zgodilo z ljudmi. To, da vlada ne odreagira, poglejte, čist preprosto. Drugi dan bi moral biti sklep vlade, da se iz rezerve prinese na vse prizadete občine toliko denarja, župani, zato ker je bila elementarna nesreča, lahko z sklepom, brez javnega naročila, takoj odredijo delo, takoj, samo da imajo pokrito denar, pa tudi če nimajo, če bi vlada to naredila. Danes govoriti, kaj je, kje bo kako gradbeno dovoljenje. Lepo vas prosim, imamo primer Lex Specialis, Magna, vlada bi lahko že v decembra dala ta zakon not, bi že lahko bil januarja sprejet, iz cele Slovenije, kjer so prizadeta območja, bi lahko tam, kjer želijo zidati, bile gradbene parcele spremenjene v zazidalne in bi se lahko zidali. Pride pa predsednik vlade, reče 100 hiš, danes niti ena, razen tiste, ki so jo podelili. In kaj bi, kako? Pado je na izpitu, oprostite. Če se obrne van, jaz osebno, kaj vi veste, v tem primeru je najboljše, da vlada takoj odstopi, ker je padla na izpitu. Ampak kaj bi kot evropski poslanec naredili zdaj, recimo, da bi zadevo pohitrili? Neposredno kot evropski poslanec ne moreš vplivati na delo vlade, lahko izvajaš politični pritisk, lahko jim predlagaš. Verjemite mi, da sem prepričan, da on zna, da je znal. Drugo vprašanje, zakaj ga mi je zamenjal. Gospod Brežan, zdaj ste bili pa neposredno izvajani. A mi dovolite, da zaključim. Poglejte, jaz vem, ker poznam,
vsi župani ne glede na politično opcijo. Imajo znanje, imajo izkušnje. Če kdo v Sloveniji, župani znajo črpati evropska sredstva. Največji problem pa veste kje? Spet bodo denar v Ljubljani delili preko ene banke, kjer bodo sortirali. Bolj ko si oddaljen, manj boš dobil. Ne fair, ne pošteno. In on ne upa danes tukaj na glas povedati, zakaj ga zamenjajo. To, kar se je slišal... No, to bomo slišali. Jaz mislim, da je gospod Brežan kar... Ne, to, kar sem jaz slišal, ne? Ali pa kar se je slišalo na ulicah. Če je on strajal, pa če je on prehiteval, predsednik vlade pa ni sledil, sta pač prišla v nas križ. In to se je... Gospod Kangler, dajmo priložnost gospodu Brežanu, da odgovori na to. Jaz sem prej povedal že, jaz mislim, da smo imeli stvari dobro postavljene, da smo imeli zelo dobro komunikacijo tudi z lokalnimi skupnostmi in da je to tisto, kar bi lahko pripeljalo do hitrejših ukrepov. Ni res, da se ni zelo hitro sprostilo sredstev tudi za občine. Mislim, da ni bilo nobene naravne nesreče še v zgodovini Slovenije, ko bi občine tako hitro prišle do sredstev, ampak to ni edina težava. Take poplave in taka naravna nesreča, kot je doletela Slovenijo v avgustu lanskega leta, je izjemen dogodek in ne moreš biti pripravljen na njega. Zakaj vas je pa premijer zamenjal, gospod Brežan? To bo treba vprašati njega. Ampak pa vi zagotovo veste. Najbrž je bilo več vzrokov. In eden od teh je tudi ta, kot je zmenil gospod Kangler. Eden od teh, ki ga je predsednik vlade javno navedel, je bil tist, ki ni bil resničen, namreč da nisem poskrbel, da so sredstva prišla dovolj hitro na občinske račune, ker jih niti na svojem računu na ministrstvu še nisem imel takrat. Tako da težko rečem. No. Jaz verjamem pa, da je moj naslednik in tisti, ki se sedaj ukvarjajo z popoplavno sanacijo v stiski. Izjemna situacija je, če pogledamo tudi podobne primere, recimo v Nemčiji imajo tudi velikanske težave še nekaj let po samih poplavah, ko se s sanacijo ukvarjajo in tudi z vzdušjem, ki je na terenu, tako da niso v lepi poziciji, gotovo ne. Ampak jaz zadnje čase moram reči, da nisem še govoril z župani in županjo tukaj, in bi rad slišal tudi njihovo mnenje. Me zanima, kako zdaj ta komunikacija poteka, gotovo boste lahko kaj več povedala. Ravno to želim sedaj. Mojca Erjavec je že dolgo javila na eno repliko, potem bi pa dal besedo županova. Izvolite, na kratko. Najprej Mojca Erjavec, pa potem... Ja, zdaj pač vidimo, tistega vehementnega napovedovanja en dan po poplavah, ko so se tukaj zglasili kot po tekočem traku, je ostalo točno to, da zdaj nekako vsi z sočutjem poslušamo gospoda Brežana. Bi se pa navezala še na nekoga, ki je državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost, ki tudi sanira posledice poplav in sicer namenja sredstva za nadomestne namestitve, pa je gospod povedal, da nima stika s tem in da ne ve, kje je sanacija po poplavah. Torej, tukaj se mi zdi dejansko simptomatično, da ena roka ne ve, kaj dela druga in da od vseh lepih besed na začetku ostane točno to, da ko nekako malo popraskamo po površini, vidimo, da stvari ne tečejo tako, kot bi morale in tako, kot so jih obljubljali. In tukaj je vloga nas vseh, da gledamo vladi pod prste. Evropska komisija bo to vsekakor zahtevala in tudi teh 300 milijonov ne bo, če ne bomo znali projektov načrtovati, izvajati in potem o tem tudi poročati. To je osnova. Gospod Omladič, zdaj ste bili pa vi neposredno izvajani. Mislim, žal, očitno ne veste, kako je potekala sanacija, kakšna je bila naša vloga. Ministrstvo za solidarno prihodnost je v trenutku, ko so bile poplave, je za socialno-varstvene zavode na Koroškem je pristopilo k sanaciji, zagotovilo sredstva, še danes jih zagotavlja, ravno danes jih je zagotovilo še dodatno za Kora, dom na Ravnah, tako da mislim, tudi če bi rekel koroške direktorice domov vprašate, boste gotovo dobili vprašanje, da je bil ravno odziv Ministrstva za solidarno prihodnost zelo hiter. Zakaj ste potem malo prej rekli, da ne spremljate poteka sanacije? To je eno. Drugo pa je, mislim, da vsi vedo, tukaj bom jaz vzela to besedo in vejo
tudi župani in vsi tu prisotni, da je sredstva za Koro zagotovil naš minister Janez Cigler Kralj, vi pa Ne, tako danes so bila sredstva iz našega proračuna na vladi za Koro dodeljena. Obnove Javorniškega gradu ne bi bilo, če ne bi bilo tistega razpisa. Gremo naprej, ki ga je gospod odkril Kangler, Janez potem pa Cigler Kralj. damo besedo županoma. Čisto kratko. Dejali ste prej, po kakšni cesti se je prepeljal, pa če je v redu, ne? Ampak poglejte, decembra je vlada pa iz rezerve, ker je bila namenjenih več kot 7 milijonov za poplave, pa plačala na Litijski v Ljubljani stavbo za... No, ampak to danes tudi ni tema, gospod Ne, ni Kangler. tema, ampak tistih 7 milijonov bi lahko prišlo na te ceste, na Črno, na Koroško. Absolutno, to vse vemo. No, vidite. Se strinjamo, ampak zdaj tam se so pogovarjamo o našli evropskih volitvah. Ne, tam so našli rešitev, ker je nekdo imel interes, tukaj pa rešitve ni. To želim poudariti. Zdaj pa vprašamo gospoda župana, gospoda Marka Mazeja in gospod županjo Romano Lesjak. Kaj pa vidva menita, kako je gospod Brežan opravljal svoje delo? In kaj pričakujete od evropskih poslancev, od teh mož in dame, če bodo izvoljeni, kako bodo pomagali? Jaz se spomnim številnih pripomb, ni mehanizacije, ljudje nimajo vode, nimajo elektrike, nimajo komunikacij. Ogromno je bilo problemov. Če bi zdaj analizirali vse, lahko res 6 dni sedimo tukaj. Ampak zdaj me pa zanima, kaj vidva pričakujeta, recimo v prihodnje, na kaj se je treba fokusirati. Izvolite, gospod Maze. Ja, zdaj to, da je država čisto padla na izpit, to se ne bi strinjal. Je bila ena, ali pa celo edina naravna nesreča, kjer smo dobili predujem in to dokaj hitro. Zdaj je pa res, da so bila sredstva vse za našo, govorim za svojo občino, bistveno preniska. Težava nastane zdaj pri tem, ko smo mi smo bili primorani čakati, v bistvu, če rečem, pol leta, pa 5 mesecev, vse od novega leta, ker, če nima sredstev, ne možeš nadaljevati dela. Zapleta se pri administraciji, se pravi pri vseh, pri državno-tehnični prisalni, pri recenzijah, to traja bistveno predolgo. Mi smo pa zelo časovno omejeni, vse kar se tiče koriščenja denarja. Program je bil sprejet danes smo 15. maja, mi moramo do 11. 12. poročati za vse, kar bomo naredili v letu 2024. Zdaj pa, če pa podarimo to, program je bil sprejet danes. Da bomo pa mi podpisali pogodbe z državo, pa mislim, da bo spet trajal. In to lahko traja spet kak mesec in pol, seveda da naložiš na konte denar, da so projekti sprejeti in to vse traja. Jaz moram svojim občanom zagotoviti mostove. Vemo, da most ne more biti zgrajen v enem tednu. Tu so zada PZI, mi smo, hvala Bogu, še šli delati to že decembra in mi smo dali en izmed prvih gospodu Pippenbacherju na mizo vseh 6 mostov. On je imel 15. decembra vse na mizi. Zadnjo pozitivno recenzijo za most smo dobili aprila. Edine mostove imel v Sloveniji. Jaz si ne znam predstavljati, kako bo to, kako bo 100 mostov. Kaj je torej vaš glavni apel kandidatom? Da naj probajo čim bolj razrešiti oziroma poenostaviti administracijo. Naj se dela, naj se ne premleva. Vi imate prav kaotično situacijo, če tu spomnim samo na Nužjev plas. Del sanira vodotok, hudournik sanira Ministrstvo za infrastrukturo, drugi del sanira Ministrstvo za naravne vire in prostor, kjer je plas. Se pravi, mislim, to je neviđeno, so rekli včasih. Ne? Kako lahko v bistvu ena država naredi za en ovinek 2 ministrstvi in potem to traja nedogled. Ljudje za Mežico, Črno, za Prevalje pa čakajo v cesti in njihovo življenje pa mineva, da tako rečem. To tudi meni ni razumljivo. Za časa plaza, ko se je sprožil, je bil gospod Brežan minister. Je bilo rečeno, da bo vse prevzel ministrstvo za naravne vire in prostor, kar je bo meni super. Dogovorjeno, deal dan, na kar se je začelo komplicirati. Neki bo prevzel Ministrstvo za infrastrukturo, pol mogoče ne bi Ministrstvo za infrastrukturo, pol bi določen del Direkcija za vode, pol tudi tega ne bi Direkcija za vode, bojo to oddelje za plazove in smo tam. Zdaj se dela prva faza, na kar smo bili mi apelirani, da mi naredimo raziskave kot občina, v redu bomo naredili, se ni problem, samo to bi naredili mi že bistveno prej, če bi to mi vedeli, da moramo to mi delati. Mi smo bili še vedno mnenja, da je prva faza Ministrstvo za infrastrukturo, kar se zdaj izvaja, druga faza same raziskave,
pa MNVP. Zdaj, a je to DRSV, a je so to plazovi, to je nam kot lokalni skupnosti koliko ne vse. En velik birokratski kaos. To bi bil apel, bomo potem slišali odgovore, bi dali besedo še gospe Lesjakovi. Z ogromno škodo, Črna je bila popolnoma demolirana v tistih časih. Vsi so bili sočutni s Črno, veliko se je govorilo, Črna, moramo ji pomagati. Kaj danes menite? Kaj zdaj pričakujete? Najprej lep pozdrav vsem kandidatom za evropske poslance oziroma kandidatki edini, kar pravzaprav kaže na to, da se ženske ali ne odločamo, ali pa jih moški ne spustijo do tega, da se odločijo. No, danes so stranke in liste same poslale kandidate, to lahko rečem v imenu Večera, in eno kandidatko. Taj so zihar moški pošiljali. Hecam se. Najprej, prvo vaše vprašanje je bilo, kako ocenjujemo delo ministra Brežana. Jaz lahko rečem, da smo z njim sodelovali že v času poplav v mesecu juliju, ker tu v Črni se vedno pozabi, da smo bili pravzaprav mi oškodovani že v mesecu juliju in da je bila naša škoda že takrat zelo velika. Tako da lahko to sodelovanje ocenim kot res zelo dobro in tudi takrat, ko so ministra odstavili, sem bila mnenja, da je večja škoda za vlado kot za njega in takega mnenja sem še danes. Torej se strinjate z gospodom Kanglerjem v bistvu? To ne mislim, ne vem. Zakaj je bil zamenjan? Če ste vprašali, kaj menim o njem, to je po moje mnenje. Kar se tiče pa naše škode, se tudi strinjam s kolegom županom, da smo dobili občutno premalo sredstev mi v Črni. Če bi mi imeli na žiro računu našem 30 milijonov, potem bi lahko rekla, da je to v redu. Nismo pa dobili tudi ne slavo, nismo dobili 900 tisoč, dobili smo 5 milijonov. Teh 5 milijonov smo seveda z lahkoto lahko zapravili, ampak jih še nekaj vedno imamo zaradi tega, ker procesi tako počasi tečejo. In si želim, da bi dejansko bila ta naša država manj zbirokratizirana, ker zdaj res se mi zdi, da prelagamo papirje z enega kupa na drugega in da to pač ne vodi nikamor. In kolikor sem si prej prizadela za to, da bi bila tehnična pisarna dejansko v našem kraju, pa tudi, da bi bila dejansko neka pomoč, sem zdaj mnenja, da je to dejansko bolj ovira kot pa pomoč. In to se mi zdi pač škoda za vse nas, ki delamo na teh popoplavnih obnovah. Seveda bi si želela, da bi se stvari hitreje premikale. Sem vesela, da je vsaj danes bil ta sanacijski program sprejet za vse, tako za ceste kot tudi za vodotoke, ker se mi zdi, da je treba se osredotočiti predvsem na ceste in vodotoke, ker to je tisto, kar nas pravzaprav najbolj bremeni in kar najbolj skrbi občane. Ker danes recimo je bil oranžni alarm za Črno razpisan. Smo vsi takoj začeli opozarjati naše sokrajane, da pač ne se samozaščitno začnemo obnašati in nas vse skrbi. Ne samo tiste, ki so v vodotokih, pač pa tudi tiste, ki živijo mogoče pod plazovi in tako naprej, ker je veliko teh naravnih nesreč, ki nas bremenijo. Kaj pričakujemo od evropskih poslancev? Najprej, da se bo znali povezati pa skupno delovati v korist Slovenije. To se mi zdi ključno. In zdi se mi tudi to, da bi morali hkrati skrbeti za skladen regionalni razvoj, ki še vedno ni uresničen, predvsem za Koroško. Hvala obema županji in županu. Jaz bi zdaj odprl razpravo oziroma rad slišal vaše mnenja. Pri čemer bi pa tudi napeljal, v katero smer bi tudi želel, da gre pogovor. Korošci in tudi ostali prizadeti ne bi smeli biti zadovoljni samo z urejenimi cestami in vodotoki, ampak bi morali poskrbeti v naši državi za skladen regionalni razvoj, kot je rekla županja. To pa niso ceste in vodotoki, to so osnove, to so osnovni standardi, ki pa na Koroškem krepko škripljajo. Kaj lahko tukaj skozi evropski poslanci, zdaj govorim,
prispevate, pripomorete, da se Slovenija počrpa denar za prave projekte, da se dejansko skladno, regionalno razvije, da ne bo to samo črka na papirju že desetletja, gospod Brežan. Hvala župani, tudi jaz mislim, da sva dobro sodelovala in verjamem, da bo lahko še v kakšnih drugih vlogah to sodelovanje nadaljevala, tako kot tudi z drugimi župani, predvsem po takih regijah, kot je Koroška ali pa Prekmurje, recimo, kjer sem bil danes, ali pa moje Posočje. Evropska unija je v teh poplavah pokazala svojo solidarnost. Tu smo dobili maksimalno možno količino sredstev, ki jih je bilo mogoče dobiti, se pravi tistih 100 milijonov in dodatnih 300-400 milijonov evrov. Kaj pa bo pomembno v prihodnosti, kaj bomo morali na nivoju Evrope kot evropski poslanci početi? Jaz mislim, da bo potrebno odpreti debato o prilagajanju podnebnim spremembam, čeprav se zdaj ta tema umika nekje na stran, in da bo potrebno velike napore, tudi sredstva vlagati v to, da bomo našo infrastrukturo prilagodili temu, kar prihaja. Ker, kot smo slišali, kot pravi tudi znanost, taki dogodki se bodo ponavljali in bodo tudi vedno bolj pogosti. Kar se pa tiče skladnega regionalnega razvoja, ja, vedno sem bil zagovornik tega, ne nazadnje, tudi prihajam z podobne oddaljene in obmejne regije in tu se mi zdi, da bo prihodnja perspektiva kohezijska ključnega pomena in v Sloveniji se bomo morali tukaj usesti in postaviti taka izhodišča, ki bo Sloveniji, najprej Sloveniji, prinesel maksimalno možno višino sredstev v okviru naslednje perspektive. Gospod Omladič, pa kar na vas skočimo pri tem vprašanju, za katere projekte si boste prizadevali, ker pravim, razvoj to ceste in vodotoki niso, to so osnove, standardi. To so osnove, ja. Včasih moramo tudi začeti pri osnovah in ena izmed osnov je gotovo neka možnost osnovnega dostojnega bivanja, dostopnosti bivanja, stanovanj za mlade. To je nekaj, kar smo v Levici tudi na nacionalni ravni postavili na prvo mesto. Mi rabimo v Sloveniji en močen sklad javnih stanovanj, ki bo pravzaprav dostopen vsem, ki ga potrebujejo. Prav tako pa mislimo, da je to tukaj potrebno vključiti Evropo. Da naša ideja je, da bi tudi Evropa pravzaprav potrebovala, tako kot ima za druge politike, sklade, za kmetijsko politiko, za okoljsko, da bi potrebovala tudi svoj stanovanjske sklade, s katerimi bi lahko dejansko pomagala državam in jih pravzaprav tudi spodbudila, ker včasih moram tukaj tudi lahko vidimo iz izkušnje, mi si želimo tudi, da bi v Sloveniji šlo hitreje. In mogoče ravno ta, nek evropski mehanizem za spodbujanje stanovanjske gradnje je nekaj, kar lahko pravzaprav močno tukaj tudi pomaga. Gospod Brvar, vi imate stanovanjsko politiko precej izkušen, ker ste trenutno na tej funkciji. Kaj pa vi lahko obljubite županoma, da bi naredili več iz naslednje evropske perspektive? Ja, zdaj se strinjam pač to, kar je povedal kolega Omladič. V glavnem pač prihajam iz stanovanjskega sklada, ki je organiziran kot neprofitna stanovanjska organizacija Celje, katerega ustanovitelj je Mestna občina Celje. Imamo 2000 stanovanj in kljub temu, da imamo največ stanovanj na število prebivalcev v Sloveniji oziroma med mestnimi občinami, kljub temu čutimo velike potrebe. Jaz mislim, da je stanovanjska kriza zajela ne zgolj Slovenijo, ampak celo Evropo. Ta razkorak, ki se dogaja na eni strani ljudi, ki bogatijo in na drugi strani vedno večja revščina med ljudmi, pa ne bom rekel samo revščina, ne nazadnje tudi srednji sloj, ki živi od ustvarjanja, ki živi od svojih rok, ki živi od svoje plače, se enostavno ne more privoščiti, ne samo da za nakup, danes je že problem v bistvu že za najem in se to zažira v življenjske stroške družine, posameznika. V vsakem primeru je treba nujno tudi na evropski ravni, da Socialni demokrati smo to zapisali v svoj manifest, vzpostaviti program iz načrta za okrevanje in odpornost in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, da se namenijo sredstva za gradnjo stanovanj. Kar se tiče drugih zadev, in je pa zelo pomembno, da začnemo krepiti konkurenčno Evropo. Dejstvo je,
da če je bila Evropa še 20 let nazaj na prvem mestu v svetu, nas je danes prehitela že tako ZDA kot Kitajska. In je treba več sredstev vložiti v inovacije, v raziskave in razvoj, povezovanje univerz in pa v bistvu gospodarstva. To se mi zdijo tisti ključni momenti, spodbujati inovativna podjetja in v tem kontekstu zagotavljati kakovostna delovna mesta in kvalitetna delovna mesta po celi Sloveniji. Tako da to je pač moj apel in zato se bom prizadeval. Gospod Balažic, govorili smo o stanovanjih. Podpirate vladni predlog o omejitvi oddajanja stanovanj za Airbnb, kar je recimo tipično simptomatičen signal v Sloveniji, kjer je v Ljubljani ogromno stanovanj, ki se samo oddajajo, mladi pa ne morejo priti do lastniških stanovanj. Lahko skočim korak nazaj. Mislim, da je odgovor vlade vedno, ko je karkoli narobe, ja nič bomo povdačili podjetnike, pa obrtnike, pa delavce ali pa omejili zasebno pobudo. Mislim, da to ni prav. Mislim, da bomo mi tudi težave drugje. Glejte, mi imamo 2 kohezijski regiji. Imamo ustavno pravno kategorijo in še vedno nismo ustanovili regij v Sloveniji. In na ta način bi mogli prilagoditi tudi kohezijske regije potem za črpanje denarja. Glejte, na skladu regij gor v Bruslju praktično ni naših ljudi, ni lobistov. Hrvati so še predno so vstopili v Evropsko unijo, imeli tam 15 svojih ljudi. Zato, da so načrtovali vnaprej, kako bodo bolj učinkovito povezovali te regije in črpali denar. In tukaj imamo mi osnovno težavo. Moji starši prihajajo iz regije, iz pomurske regije, kjer je povprečna življenjska doba 3 leta nižja od povprečja preostanka Slovenije. In glavni razlogi, zakaj je temu tako, je slabši dostop do izobrazbe, slabši dostop do zdravstva, čeprav je Golob nekaj drugega govoril v Murski Soboti včeraj, pa slabši dostop do dela. In to so 3 glavne točke, s katerimi bi se mogli pač ukvarjati. In to lahko delamo samo skozi pametno kohezijsko politiko. Še nekaj drugega, kar sem danes parkrat slišal, da se je omenilo. Mi skozi kohezijske ukrepe ne moramo graditi cest. To ni več mogoče. Upam, da se tega zavedamo, lahko pa gradimo druge stvari. In kot evropski poslanec si vam dejansko prizadeval, da bi bilo, bom rekel, teh trdih ukrepov bistveno več kot pa mehkih. To je tudi recimo iz sklada za okrevanje in odpornost je ta vlada naredila. Eden prvih ukrepov je bil ta, da so praktično večino teh trdih ukrepov zbrisali in jih pretvorili v mehke ukrepe. To pomeni, da se bolj ukvarjamo z nekimi imaginarnimi stvarmi, kar pa tistim, kar bi dejansko ljudem prineslo dobre koristi. In tukaj lahko mi delujemo. Predvsem pa, kot sem rekel, prva naloga Slovenije je regionalizacija. In tukaj se mora dati največji poudarek temu in potem na regije prenaša določene pristojnosti države, ki jih pač država ne more upravljati učinkovito. Že prej sem dejal, upravljanje vodotokov, upravljanje gozdnih cest. Glejte, tukaj se samo dvigujejo pristojbine, hkrati pa stvari niso narejene. Gospod Belhar, gremo kar po vrsti. Kateri so tisti evropski skladi in evropski projekti, na katere bi morala Slovenija staviti? Jaz moram priznati, da zdaj, ko poslušam te debate, postajam nekoliko nemiren. Zato, ker bi rad opozoril na to, kaj evropski poslanec dejansko dela. Vi nas tudi malo sprašujete, kot bi kandidirali za predsednika slovenske vlade. Evropski poslanec predvsem glasuje. No, ravno to boste lahko prebrali v intervjuju z slovenskim evropskim komisarjem, ki ostro protestira proti temu, kako se vedno daje pozornost, kako Evropska komisija nič ne naredi. In on pravi, vso moč imajo Evropski svet in Evropski parlament. In vi kandidirate za Evropski parlament. Ja, torej boste vi dvigovali roko oziroma kliknili za določene projekte, gospod Belhar. Tako. In jaz mislim, da je pri tem ključno, da evropski poslanci glasujejo za politike, ki preprečujejo take dogodke. Mislim, da glede na to, da prihajam iz Vesne zelene stranke, veste, kaj mislim s tem. Potem, če je poslanec viden, dejaven, lahko sodeluje pri oblikovanju politik, ki preprečujejo take dogodke. In za katere si boste vi zavzemali? To me zanima. Ja, zagotovo za ukrepe zelenega prehoda. Potem bom kar nadaljeval. Mislim, da če je poslanec dejaven, če ne pozabi na dom, je na terenu. In ljudje, ki kandidiramo pri nas, smo terenski ljudje. To smo s svojim delom dokazali in dokazujemo. In moja obljuba je biti na terenu,
opozarjati na ene stvari. Slovenski evropski poslanci prepogosto sami sebe spravijo v neko anonimnost glasovalnega stroja, potem tudi mediji ne poročate, kaj delajo in mogoče malo premalo poročate, kaj se dogaja v Evropski uniji. In mislim, da dejaven poslanec si lahko izbori tudi medijski prostor in tam opozarja vlado, da ukrepa takrat, ko mora ukrepati. Mislim pa, da te predlogi, ki smo jih že slišali, v povečanem vlaganju v infrastrukturo, kar je treba narediti na evropski ravni, bi se poznali tudi tukaj na Koroškem. To so predvsem ukrepi na področju javnega transporta in pa stanovanjska politika. Težave stanovanj so po celi Evropi, morda v Sloveniji najbolj pereči. In jaz ne vem, zakaj je vedno treba razmišljati, da vse gradimo v Ljubljani, ker je to težko. Zakaj ne bi gradili kje drugje, kjer župani mnogi imajo pripravljene projekte in se spet pogosto zaplete pri državni birokraciji. Gremo naprej. Kakšna iztočnica, to pa res, kot bi si jo naročila. Zelo aktivno spremljam stanovanjsko problematiko, tisti, ki me spremljate kot občinsko svetnico, to tudi veste. Vem, da so bili župani na začetku, ko je vlada prevzela vajeti, so bili pozvani, da naj javijo vsa prosta zemljišča v občinski lasti in pa tudi, ki bi bila na voljo za nakup za tako slavni projekt 10.000 stanovanj naše koalicijske partnerice Levice, ne naše, ampak slovenske koalicijske partnerice Levice. No, do tega še zdaleč nismo prišli. Izvaja se gradnja nekih stanovanj, ki je bila že predvidena prej, pa stanovanja so samo ena težava. Tudi na Koroškem, če se nam zdi regija odmaknjena, imamo tudi zelo velike probleme z namestitvijo. O razvoju Koroške, o skladnem regionalnem razvoju veliko pišem, veliko govorim in veliko opozarjam. Nenazadnje sem se vrnila iz Bruslja ravno zato, da bi doprinesla k razvoju te regije in tudi naše države. No, ampak zdaj želite spet v Bruselj, torej fokus bo na stanovanjih in na teh projektih. Sej veste, zakaj želim v Bruselj? Zato, da bi tja lahko ponesla vso to slavo o čudovitem znanju, predvsem evropske politike. Mimo grede, gospod Brežan, mi smo že v novi finančni perspektivi. Vi ste rekli, da je treba določiti prioritete prihodnje kohezijske politike. Mi smo že v novi finančni perspektivi. Res je, da vaša vlada zamuja z določitvami prioritet, to je res, ampak države, kot so Hrvaška ali pa katere od naših sosed, imajo to že dolgo določeno in tudi lobirajo vnaprej in tudi mi bi to morali. Mi bi morali imeti strateško določene smernice razvoja. In to vas jaz sprašujem, katere naj bodo te smernice v bistvu. Stanovanja ste omenili, nepremičnine, mladi in to. Poglejte, mi imamo inflacijo, ki je bila konec lanskega leta 10-odstotna, torej cene rast življenjskih stroškov so tista stvar, ki ljudi najbolj skrbi. Mi smo ena izmed najbolj obdavčenih držav, kar se tiče osebnih dohodkov, med prvimi 10 v Evropski uniji, nismo pa tam po višini plač ali pokojnin. Po višini pokojnin smo tam, da imamo enega od treh. Zdaj spet analizirate naš notranji politični sistem in ureditev. To so vse odločitve, ki se sprejemajo na nacionalni ravni, hkrati pa mi tako radi Evropsko unijo poučujemo o tem, kako smo socialna država. Veste kaj? Stopnja tveganja revščine se je, odkar smo vstopili v Evropsko unijo, zvišala. In kdo so bile vlade, ki so vodile našo državo v tem času? Zdaj delamo v bistvu kampanja za europoslanca. Skratka, zanima me, ampak zanima me, kateri so tisti projekti, zdaj smo govorili dosti o nepremičninah, tudi vi ste jih omenili, kar je v redu, ampak dajmo še besedo gospodu Kanglerju, ki v tem krogu še ni imel besede. Gospod Kangler, pa tudi replika je gospoda Brežana. Tomaž, vprašal si me, torej, kar se tiče evropskih sredstev, lahko se namenjajo, čeprav se zdaj ne namenjajo za gradnjo nepremičnin. To je bilo v našem programu prvič omenjeno. Program sem sooblikovala, enako za družine, kjer želimo financirati prostočasne dejavnosti otrok in olajšati srednji sloj. Kratka replika, gospod Brežan, potem pa gospod Kangler. Se zato tudi pustimo malo več. Sem prav. A štijem mest. En stavek glede na finančne perspektive. Jaz sem govoril o naslednji finančni perspektivi, ker mandat Evropskega parlamenta
bo trajal do leta 2029, Finančna perspektiva traja od 21 do 27 in ni enak mandatu Evropskega parlamenta. Sej vem, jaz govorim o tem, da bomo v mandatu Evropskega parlamenta odločali o naslednji finančni perspektivi in tu bomo mogli skupaj evropski poslanci iz Slovenije stopiti, da bomo prišli do maksimalno možnega izplema. Takrat bo zanimivo vprašanje, ali bo Slovenija neto prejemnica ali neto plačnica v evropski proračun. To je recimo tudi vas že kar za naprej sprašujem, ampak zdaj najprej še gospod Kangler. Glejte, veliko smo danes tukaj slišali. Ampak Korošci se verjetno zavedajo, zakaj so nezaželeni v Ljubljani. Pa dolgo se vozite v Ljubljano? No, poglejte, zato, kako dolgo že obljubljajo tretjo razvojno os. In to je odprto vprašanje, zakaj ne gre razvoj Koroške malo hitreje. Tudi cesta je pomembna, ta cesta, tretja razvojna os. Pa tu ni vse. Slovenija je razdeljena na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Ampak žalostno je pa to, da se skoraj več denarja porablja evropskega v zahodni, ki je dvakrat, ali pa, da ne bom rekel dvakrat, pretiraval, dosti bolj razvita kot pa vzhodna. In potem se moramo vprašati, kdo je tu kriv. Družba, vlada, ki ta denar plasira bolj na ono stran, ko ni toliko potrebna, kot pa ta, ki je bolj potrebna. No, pa gospod Kangler, tudi desne vlade smo imeli, ker ste bili vi aktivno udeleženec. Če bi desna vlada ostala, verjemite mi tukaj, kaj bom zdaj izjavil, bi tretja razvojna os, ki bi bila verjetno na polovici gradnje ali pa proti koncu. Verjemite mi, bilo je vse pripravljeno, Dars je bil pripravljen tukaj veliko postoriti, vse se naenkrat ustavilo. Pa ne samo to, pomembno tudi je, kdaj bodo v Sloveniji zagledale luč pokrajine. Pokrajine so zelo pomembne, ampak dokler bo Zoki v Ljubljani rekel, tega ne želimo dati iz rok, ker oni morajo dati iz rok oblast, denar in neke naloge, ki se bodo prenesle na Koroško, ki bodo Korošci sami o tem odločali. Odločili bodo o denarju, več denarja in o več projekti in bodo lahko sami o tem odločili, kdo jim bo čisto potok, kdo jim bo čisto reko. Danes pa en tretji ali pa četrtorazredni uradnik komplicira županu, kako ne zasadi lopato v svojem potoku, da ne bo več poplavilo. V Ljubljani na ministrstvo za okolje ali pa kje druge. In to je pomembno, da se te naloge, ki so, čim prej prenesejo na pokrajine, na Štajersko, Koroško, Prekmurje. In verjemite mi, da je to politični interes, ker si nekdo ne želi, da prije do tega, si ne želi, da Korošci ali pa Štajerci sami o nekaterih problemih, ki nas obdajajo, odločamo. Gospod Brežan, vi ste želeli. Ja, zelo zanimiva tema, tudi meni izjemno blizu. Jaz se tudi strinjam s tem, da bi morali marsikakšno nalogo prenesti na nižjo raven. Sam bi bil za to, da bi uporabili že obstoječe inštitucije, ki jih imamo, to so obstoječe regije, razvojne regije, sveti regij, razvojni sveti regij in znotraj tega s pomočjo administracije, ki bi jo krepil v okviru razvojnih agencij, bi lahko po mojem prišli bliže tega, da bi si na regijski ravni, naprimer na Koroškem, sami lahko oblikovali ukrepe, ki bi jih potem država podprla tudi skozi evropska razvojna sredstva. Bi pa opozoril na eno stvar. Ne mislite in ne mislimo, prosim, da so regije čarobna palčka, ki bo rešila vse probleme. A veste, ko bomo v regije ustanovili, ko bomo prišli do njih ali pa do razvojnih regij, ne bo prišel samo denar, ampak bodo prišli tudi naloge in problemi. In odvzem pristojnosti, tako Ljubljani kot občina mora biti, ali ne? Natančno tako. Tako da, in ko bomo imeli na mizi vse to, česa bodo morale se odreči občine, kaj se bo moralo odreči v Ljubljani, verjemite, da to ne bo več tako enoznačna debata, kot jo danes poslušamo tukaj, ko smo kar vsi za te regije. Pa vendar bom naredil en kratek krog. Ali ste, gospod Brežan, vi za ustanovitev regij? Tudi Koroška ima dobre izkušnje pravzaprav z Interreg programi, recimo tudi vi ste bili na eni od otvoritev, sem se zdaj spomnil, Peca, Geopark Karavanke. Je to mogoče ta pot črpanja evropskega denarja tudi za v prihodnje, če želim preusmeriti razpravo v prihodnost, ste za ustanovitev pokrajin? Lahko da ali ne, gospod Brežan? Podpiram to, da se
več pristojnosti, da lokalnim in regijskim strukturam. Mislim, da je to pot v boljše upravljanje naše države. Tudi pri poplavah je bilo rečeno, da bi se morda lahko bolje odrezali, kajti vodotok ne teče samo po eni občini, ne teče samo po občini Mežica, Črna ali Prevalje, ampak če bi se to skupaj saniralo in skupno pristojnostjo, pa tudi odpadki in drugi projekti bi se lahko reševali skupaj. Gospod Kangler, ste za ustanovitev pokrajin ali ne? Vse ste me verjetno razumeli z mojim nastopom. Torej, takoj. Eno repliko kratko, če smem. Vse poglejte, niso regije ali pa pokrajine, poglejmo v Avstrijo, poglejmo v Nemčijo, poglejmo Bavarsko, ko je razvita. To, kar je pa gospod Brežan povedal, veste, kaj se dogaja? Problemi tukaj ostajajo, na Koroškem, denar pa v Ljubljani. Oni se smejijo, pa veselijo, da vate vi tukaj probleme, oni imajo tisti denar, ki bi moral biti za vaš problem, da se reši, ostane tam. Vi Korošci, dajte se prepirati, dajte malo manj lobirati, probleme obdržite za sebe, mi bomo pa vaš denar že potrošili. Ampak kaj, gospod Kangler, če bomo mi po letu 2027 recimo postali neto plačniki evropski proračun, potem bomo rekli, ne jemlje nam samo Ljubljana, zdaj moramo dajati pa v Bruselj. Tudi to zna biti debata močna za populiste. Glejte, so pa notranji ukrepi lahko, ne? Mi imamo zakon o skladnejšem regionalnem razvoju, ki ga ne spoštujejo. V tistem zakonu točno piše, kje so tiste regije, ki imajo prioritete, pa kje so prioritete. In to, kar je prej od kandidatov, mislim, da Marko povedal, jaz sem kaj delal kot poslanec analizo tam leta 2000 med Mariborom pa Ljubljano na podlagi dr. Skalickija, internista iz bolnice. Statistični podatki so bili, da Mariborčani ženske 5 let, moški 7 let prej umremo, kot pa v Ljubljani, pa samo 100 km razlike. Vprašajte se, zakaj? Zaradi kvalitete življenja. In mi moramo skrbeti, da kvaliteto življenja izboljšamo na primerljivi način, da bo kvaliteta življenja tako v Ljubljani, v Prekmurju, na Koroškem ali pa na Dolenjskem enaka ali pa vsaj približno nekje skupaj. Danes so pa razlike prevelike po neto plači, po osebnih prejemkih, po socialni krizi, po gospodarske ekonomske razvitosti in tukaj tudi potem vpliva, to lahko župani povejo, glede na povprečnino in vse ostale prihodke, ki prihajajo. Gospod Brvar, smo lahko prosim malo krajši, da še kam pridemo. Ste vi za ustanovitev pokrajin in je to prava pot? Mislim, da je to edini odgovor na vse naše probleme, ki jih imamo. Definitivno načeloma podpiram ustanovitev pokrajin. Je pa res, da je vprašanje, kako se župani dogovarjajo znotraj regij. Ne nazadnje, tako kot sem prej omenil, imamo DRR, se pravi ta sklad za razvoj regij, ker se župani dogovarjajo, kateri bojo prioritetni projekti. Župani se vse zmenijo. Župani se vse zmenijo, vse to hočem reči. V Celju smo zgradili protipoplavne ukrepe, seveda je treba niz Savinje bilo dogovoriti, tudi ko ste govorili o odpadkih, imamo RCR, se pravi regionalni center za odpadke, tako da vse to že funkcionira in seveda pa z evropskimi sredstvi. Tako da jaz mislim, da se da, je pa res, jaz se strinjam z gospodom Brežanom, da to ni, bom rekel, čarobna palica, to ne bo rešilo Slovenije. Slovenijo bo rešilo, ko bomo pristopili k, bom rekel, bolj konkurenčni Sloveniji, da se bo več vlagalo v gospodarstvo, da se bo več vlagalo v izobraževanje in predvsem povezovalo izobraževanje in pa gospodarstvo. Gospa Erjavec, ste za ustanovitev pokrajin? Seveda sem in tudi v našem političnem programu imamo to že od vsega začetka zapisano. Mi je pa zelo zanimivo, da ne rečem še kaj drugega, da tiste predstavniki tistih strank, ki imajo takrat, ko gre za politično glasovanje ali v državnem svetu ali v državnem zboru moč v rokah, so pa potem pa tega političnega konsenza ni in to je tudi prav, da javnost ve, če kdaj pozabi. Kar se tiče skladnega regionalnega razvoja Slovenije, vsekakor sem za in glede razdelitve na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, mislim, da ni nevarnosti, da bi vzhod Slovenije postal prehitro, preveč razvit, ker imamo res težavo. Ja, veste kdaj bi bilo pa utopija. Bi bilo pa zaželeno. Veste, tudi pri izvajanju ali načrtovanju izvajanja te finančne perspektive je bilo vprašanje, kako bi ta program, operativni program načrtovali, da bi tudi Zahod še vedno prejemal sredstva. Kljub temu, da je bila Zahodna Slovenija že
preveč razvita tudi še pred začetkom te finančne perspektive. Gospod In tukaj Belhar, ste vi za moč ustanovitev lobiranja pokrajin? nekaterih regij nasproti Koroški. Ja, jaz sem za ustanovitev regij in me žalosti, da regij nimamo prav zaradi stalnih političnih preigravanj okrog tega vprašanja. To je tisto, kar sem že na začetku omenil, namesto da bi iskali, kje najdemo stične točke, kako priti do regij, najdemo način, da jih nimamo, predvsem po mojem zaradi vprašanja, kdo bi kje v kateri regiji imel moč. In v tem smislu mi je nenavadna retorika gospoda Kanglerja, malo tudi vaša, kot da smo ljudje, ki živimo na zahodu, pa mislim, da jaz od Mežice živim bliže kot gospod Kangler, kaj krivi za to, kar se dogaja. A razumete, sej ne gre za to, da mi vam krademo denar. Tako nekako želite to predstaviti. Nisem imel tega občutka, mogoče. Predvsem zato, da bi naredili med Zahodom in Vzhodom neko umetno razliko. To vi ves čas delate. Ne, nisem imel tega občutka. Gremo kar naprej. Jaz te delitve ne bom sprejel. Mislim, da smo se vsi razumeli, da ni bilo tako mišljeno. Gospod Balažic, ste za ustanovitev pokrajin? Ja, pa si mislim, da sem jaz prvi danes v tem omizju prišel ven s to idejo. Ne? Tako da ljudska stranka si za to prizadeva že vrsto let. Zdaj bom tako rekel, tudi te debate, ali župani niso za, ali so za, jaz lahko rečem, da kot predsednik stranke, ki ima največ županov v Sloveniji, moram reči, da vsi naši župani to stvar podpirajo. Tako da jaz tukaj ne vidim težav tudi s skupnimi občinskimi upravami in podobnimi stvarmi. Je pa res, kot je bilo rečeno, treba se odločiti, kaj želimo mi denar iz Ljubljane plasirati. Pa dovolite mi, da postrežem statističnim podatkom, zakaj so regije skoraj da nujno potrebne. Pri nas lokalne skupnosti v polnosti odločajo le v 19% javnih sredstev. V 81% odloča Ljubljana. Povprečje Evropske unije je 33% recimo. In tukaj imamo težavo in jaz mislim, da so nam dale tudi te poplave, o katerih smo danes prej govorili, neverjetno priložnost, da bi lahko določene pristojnosti že prinesli na neke regionalne pisarne in začeli s tem ustanavljanjem regij, če se že ne moremo zmeniti v parlamentu, vsaj v praksi s prvimi koraki. In na ta način bi rekel, da bi zaživeli, pa še mogoče ena opaska glede tistega neto plačniki, neto prejemniki. Jaz si pa želim, da bi bila Slovenija neto plačnica. Ker to pomeni, da bi bila razvita više od povprečja Evropske unije. Ampak zna biti pa to tudi hrana za populiste, ker bojo znajo Slovenci gledati na svoje žepe, neče zdaj bomo pa mi nekam plačevali, a ne, kar pa zelo ne radi nekateri delajo. Ja, ampak veste, če si neto plačnik, imaš tudi večji vpliv. To pa tudi pride s tem, če kdaj kaj več plačaš, ne. Ampak ja, dajmo se tukaj vzeti v roke, vsi se očitno strinjamo, konsens je in jaz v resnici ne razumem gospodov, ki so tukaj iz koalicije, zakaj potem teh korakov ne naredijo, ne, če se v bistvu vsi vsem strinjamo. Gospod Omladič, če vam to vprašanje okoli ustanavljanja pokrajin. Glejte, če sem iskren, pa mogoče bo to malo nepriljubljeno mnenje, jaz pa mislim, da pravzaprav bi bila boljša pot, da se sabo organsko povezujejo tam, kjer želijo, tam, kjer je to smiselno in da se to opolnomoči. Drugače pa mislim, da imamo v Sloveniji ta super talent, da izumljamo številne ravni birokracije in uprave in nisem prav prepričan, da na ta način ustanovljena regionalizacija, da bi mnogo pripomogla k razvoju Slovenije. Bi bilo pa res zelo potrebno, ne, da se dejansko opolnomoči župane, da se povezujejo na nek organski način, na nek fleksibilen način, tam, kjer je to pač potrebno in da se tudi te meje teh, bi rekel, povezanih občinskih konglomeratov pravzaprav prilagodljive temu, kakor občine in ljudi želijo, ne pa da rišemo neke, kaj pa vem, avstro-ogrske meje med Kranjsko in Štajersko. Tri kratke replike. Bom zelo hiter, gledajte, denar za povezovanje občinskih uprav je na voljo, ampak je ravno vaša vlada, bom rekel, bolj kot ne zmanjšala oziroma skoraj da ukinila. Mislim, da prav urejanje rek, vodotokov nakazuje na potrebnost regionalnega urejanja in regije so prav tudi zato zelo potrebne. Gospa Rjavec.
Še enkrat bom morala replicirati gospodu Omladiču, seveda to že obstaja, povezovanje občin, imamo medobčinske uprave in to poteka v praksi, res pa je, da trenutno njihova stranka v našem občinskem svetu nima predstavnika, tako da mogoče to še ni prišlo do njega. Kar se tiče vzhoda, zahoda in tega, da bi vi nam kradli denar, sploh ne gre za to, gre pa za to, da mora biti javnost obveščena o možnostih, ki so in o odločitvah, ki so se sprejele za to, da tisti del Slovenije, ki je manj razvit, mogoče tudi ne bo tako hitro nadoknadil te razlike do tega zahodnega dela, v katerem je osrednja in potem severozahodna Slovenija, ki je zaradi tega, ker so bile sprejete določene odločitve, še zdaj pod to mejo razvitosti, za katero lahko črpamo ta evropska sredstva. Jaz se strinjam z vami, da je treba vzhodu pomagati in tja namenjati več sredstev. In ravno zato govorim, da je težko prenesti retoriko, ki nas umetno deli. No, to pa res Še tukaj kratka replika, potem pa zaključimo. Samo dodal bi, povezovanje je res ključno. To, da se znajo na regionalni ravni. Kot Interreg Slovenija, Avstrija, tudi Štajerska. Recimo, občine poenotiti je izjemnega pomena in je že bilo to, tudi če nimamo regij in tudi v prihodnje bo to pomembno. Bi pa rekel še to, mogoče se bo slišalo to malce nenavadno. Jaz mislim, da ste Korošci en svetu primer z inicijativo za tretjo razvojno os. Vem, da vsi menite, da gre prepočasi, vendar če se ne bi znalo okrog tega poenotiti, da bi iz različnih ravni, tako župani kot civilna družba, znali pritiskati na Ljubljano, da je to ena nujno potrebna investicija z razvojnega vidika, potem ne bi bili niti tam, kjer smo danes. Tega se morate zavedati. In mislim, da je na tej podlagi tu lahko goji tudi nekaj optimizma, predvsem na Koroškem, da boste znali na mogoče podoben način pristopiti, tudi ko govorimo o popoplavni sanaciji in o razvoju v prihodnje. Še gospod Brvar, zadnji. Jaz sem hotel samo toliko povedati, kar se tiče ali bomo neto plačnica ali bomo neto porabnica, zaenkrat žal bomo še neto porabnica približno še 10 let do konca naslednje perspektive, tako je pač ocena, dejstvo je, da bomo seveda pa manj sredstev dobili iz Brusla. Tako da bi pa jaz predvsem to poudaril. Seveda mi se moramo povezovati, tako kot je rekla gospa županja. Problem, ki ga imamo, je ta, da imamo mi že na lokalni ravni problem, da se občine med sabo niso sposobne, za razliko, pa niso se vse, ker vedno pride do deljenja sredstev. Do pojava šerifovstva ste mislili? Kako? In ko se med sabo župani ne morejo dogovoriti? Ko se med sabo ne morejo dogovoriti, to jaz vidim že v osnovi problem, da bi se lahko povezali kot večja regija. In tudi, ko se spomnim, da je gospod Janša v času takoj po poplavah govoril o tem, da bi mogli pristojnost na občine dati, se pravi urejanje vodotokov, mislim, da je to nonsens, zaradi tega, ker dvomim, da so občine sposobne da so sposobne, da bi lahko urejale vodotoke. Jaz sem šel gledati po Savinjski dolini, mislim, da ima občina Nazarje 5 zaposlenih, od tega sta 2 referenta, župan, podžupan pa še en strokovni sodelavec. V glavnem to je nemogoče. Mi rabimo sistemsko in pač večje konglomerate, da so sposobni kaj takega delati. V redu. Ura je že cajt, da mi počasi zaključimo. Zadnje vprašanje vam bom dal, itak smo prekoračili čas. Zelo na kratko, veliko smo govorili o Evropi, tudi o regijah, za katere sem želel, da bi jih še vključili v debato. Pa me zanima zadnje vprašanje, katero evropsko državo ste na zadnje obiskali in katera vam je za zgled in zakaj? Na kratko, gospod Omladič, vi prvi. Ja, na zadnje sem obiskal Italijo za malske. Katero vam je pa za zgled od drugih evropskih držav? Včasih smo v Sloveniji sanjali Švica in tako naprej. Kaj pa danes? Res vam rad Evropo, tako da na to vprašanje mi tako trgate srce, tako da bi rekel politično odgovoril na njega, da je v vsaki evropski državi nekaj, kar mi je zgled. Recimo v Italiji njena odlična kultura, na Nizozemskem in njeno razmišljanje. Vsaka država evropska, bi rekel, eno tisto svojo odličnost. Tudi Slovenija konc koncev. Pravi, ne morete izbrati eno. Gospod Balažič, lahko vi poveste, kje ste nazadnje bili, v kateri državi in katera vam je za zgled? 2 dni nazaj sem se peljal čez Italijo v Goriška Brda, ker smo imeli eno obletnico tabora.
Zdaj za zgled bi si vzel, bom rekel, predvsem ta srednjeevropski prostor, ki mislim, da je tudi naravni prostor Slovenije. Pa ne Slovaška. Ne, tukaj imamo precej dobrih primerov, gledajte, bom rekel, od črte, od Bavarske pa vse do Češke. In mislim, da je tukaj precej dobrih primerov in navsezadnje Slovenija v tem krogu ustvari tudi 80% svojega bruto domačega proizvoda. In mislim, da se tukaj kaže, predvsem Avstrija, recimo, kar se regionalizacije tiče, upravljanja tudi splošnih bolnišnic in podobno, stvari, ki funkcionirajo. In mislim, da bi enostavno lahko določene stvari povzeli tudi mi oziroma jih bolje skušali razumeti in uporabili tudi pri nas. Navsezadnje gre pa tudi za skupen kulturni prostor. Hvala lepa. Gospod Belhar. Ja, jaz sem nazadnje obiskal čist nedolgo nazaj Avstrijo, zato ker sem se preko Avstrije pripeljal, ker mi tako najbližje. Lahko pa rečem, da nam je Avstrija lahko izvrsten vzor. Zelo so nam kulturno podobni in tam kar naprej gledamo rešitve, ki vidimo, da bi jih mi lahko izvedli, pa jih ne. In hkrati so mi vzor, hkrati pa se počutim kdaj malo neprijetno. Osebno se pa sicer najboljše počutim na Južnem Tirolskem, v Dolomitih, kamor grem plezati ali pa kolesariti in je skoraj tako lepo kot v Sloveniji. Gospa Erjavec. Jaz sem morala prav pomisliti. V zadnjem času res ne potujem več toliko, kot sem nekoč. Bila pa je zadnja država, ki sem jo obiskala, Romunija, zaradi tega, ker smo se udeležili kongresa Evropske ljudske stranke marca. Pa tudi sem morala kar premišljati zdaj, katero bi izpostavila, nekaj jih je bilo že omenjenih, jaz bi pa mogoče se navezala na pot, ki je prehodila Estonija. Pred kratkim sem nekje brala, da je bilo ob koncu Sovjetske zveze tam še najti barakarska naselja sredi Talina, da so otroci tekali v razsapanih cunjah in če pogledamo, kje je ta država sedaj, vidimo, katere priložnosti so tiste, ki jih je Slovenija pri svojem razvoju v zadnjih 20 letih ali pa 30 zamudila. Pa torej ne izpostavljam Estonije samo zato, ker imajo premijejko, ampak tudi zato, ker so res naredili velik napredek pri digitalnih storitvah, podpori podjetništva in pa ne nazadnje spoštovanju pravne države. Hvala. Tudi vam enako vprašanje. Hvala lepa. V glavnem, nazadnje mislim, da sem bil v Italiji. Kar se tiče tisto, kar mi je na nek način zgled, bi pa izpostavil, pa mogoče ne toliko Avstrijo, ampak Dunaj kot deželo, se pravi kot regijo, predvsem zaradi tega, ker sem fasciniran nad njihovim stanovanjskim modelom, ki ga na nek način želim, da ga usvojimo tudi na evropski ravni, pa tudi ne nazadnje, seveda pač Avstrija je res en tak svetov primer, tudi v smislu kakovosti bivanja. Nimajo med najmanj obdavčenimi plačami v Evropi, mislim, da smo kar primerljivi, pa kljub temu zelo dobro funkcionirajo. Pa bi še tole repliciral kolegici, da jaz mislim, da kvaliteta življenja v Sloveniji pa ni tako slaba, da smo še 20 let nazaj imeli, zdaj če govorimo zgolj BDP, smo ga imeli nekje na okrog 20-25 milijard evrov, zdaj smo že na 50, tako da... Zdaj mogoče ni... No, se obračujem, hotel sem sam reči, da sem vesel, da živim v Sloveniji, da si mislim, da je Slovenija zelo socialna in še vedno zelo solidarna družba. To smo ne nazadnje vidimo v vsakdanjem življenju. Izpostavili ste pa Dunaj, kaj ne? Hvala. Gospod Kangler, tudi za vas to vprašanje. Jaz se razmišljam, ne vem, ali sem bil v Italiji, ko sem šel v Bovec preko Gorenjske ali pa na Hrvaške. Potem sem bil v Italiji. Ali pa na hrvaški strani, se ne vem. In tudi šengenski režim je zdaj spet v veljavi. Tako, ja. Tako da ste mogli pokazati. Ne, nisem rabo še. Na italijanski strani še ne, še ga ni bilo. Drugače pa mislim, da je vzorna država Avstrija. Vidi se, da imamo veliko skupnega, da je vpliv staro avstro-ogrske države, kjer je tudi bila del Slovenije. Smo dosti odnesli še s časov Marije Terezije in gor je red, disciplina. Tudi če je afera, predsednik vlade odstopi ali ga odnese, čez noč prije drugi, rešijo problem, sistem deluje, gospodarstvo deluje, pravna država deluje. Skratka, Avstrija. Jaz mislim, da Avstrija lahko na nek način iz tega, kar sem povedal, tudi vzor.
V redu, gospod Brežan, še za vas to vprašanje. Jaz sem bil pred nekaj urami danes s kolesom tako na Hrvaškem kot tudi na Madžarskem, ker je bo moj današnji dan posvečen tudi eni taki obmejni regiji, ki se tudi čuti zapostavljenega, pa daleč od srca in od Ljubljane, to je Prekmurje. Tudi sam prihajam z take regije, tudi danes smo v eni podobni regiji, zato je to nekaj, za kar bi želel delati tudi kot evropski poslanec ali pa konec koncev tudi kot poslanec v Ljubljani. Torej, Prekmurje republika, kot je malo heca za konec. Kaj pa je tisto, kar bi si vzel za zgled? To je, ne bom omenil države, ampak bom deželo, pa je bila tukaj že omenjena, sicer tam, kjer se srečuje nek sproščen način življenja, italijanski ali pa romanski, z germanskim redom in disciplino, kot je bilo to omenjeno, in to je regija, ki sem jo tudi dosti dobro spoznal kot sopredsednik Društva Alpsko mesto leta, Južna Tirolska. Hvala tudi vam. Mislil sem, da bo mogoče kdo rekel tudi Irska, ker je naredila velik napredek v evropski družini. Turčije nihče ni omenil, Kitajske tudi ne, kar je tudi dobro, tako da zemljepisom smo še na ti. Hvala vsem, ki ste prišli, vsem kandidatka in kandidati, veliko sreče vam želim na vaši poti v tej predvolilni kampanji in pa upam, da se seveda še kdaj vidimo na Koroškem in da bomo danes živi prišli domov. Vodotoki zaenkrat so kar počiščeni, trenutno ceste so še slabe, ampak upam, da boste zmogli narediti tudi kaj dobrega za Koroško regijo, če boste izvoljeni. Hvala tudi vam, ki ste prišli. Povzetek današnjega soočenja v Večeru, seveda tudi na YouTubu in na naših socialnih omrežjih. Hvala in srečno.